odkar se zavedam, sem poznal pokojno Marijo. Družinske vezi, kmalu tudi prijateljske. Ko sem jo videl na kolesu, sem mi večkrat rekel, nadaljuješ tradicijo tvoje mame. Pa je rekla, res je. Vse opravke, največkrat pa s kolesom na Vič, v cerkev k maši. Bila je tiha, neopazna, ampak zvesta obiskovalka cerkve. Njena pobožnost je bila Božji dar. Velikokrat sva se pogovarjala in me vprašala, pa si že od otroštva vedel, da boš duhovnik. Sem rekel, sem bil bolj tak uporniški za v cerkvi. Rekla, jaz pa od začetka vem, da sem v cerkvi doma. In njena vera je taka, kot jo Jezus pohvalil v Svetem pismu, žena, močna je tvoja vera. Kadar je molila, to ni bil nek odklon, ampak se je potopila v Boga. In pri njej si začutil, kako molitev res človeka očisti vseh odpadkov. Pri pokojni Mariji v njenem srcu ni bilo nobenih odpadkov, bila je ena sama milina. In verjamem, ko je Bog vprašal, kako si pa ti uresničila Sveto pismo, ni bila v zadregi, da je odgovorila s besedami apostola Pavla, vaša blagost bodi znana vsem ljudem. In njena blagost je bila znana vsem. Cenila je domačnost, tako v cerkvi, kot tudi v človeških odnosih. Domačnost je drugo ime za ljubezen. Za vas, njene domače, verjamem, da za vse, ki ste jo poznali, je bila prava mama. In tudi zame, kot pravi pesnik Tone Bavčak, dana na srečo in veselje. V svoji tenkočutnosti včasih začutila, da potrebujem kakšno besedo podpore, bližine in mi jo je podarila. Hvala Mariji za to. In v teh dneh, ko si se poslovila, sem slišal še veliko takih pričevanj, kako si znala pomagati, tudi dati kakšen dar za koga, ki ni imel pokojnine in se je težko prebijal skozi življenje. Zlasti vi, njena družina, ste jo lepo opisali takole, ste poslali zapis o mami, sestri, svakinji, Mariji Šuštar. Rodila si se v družini Krmavner kot druga izmed 8 otrok. Z brati in sestrami ste bili tesno povezani, si pomagali, se skupaj veselili, si stali ob strani in bili hvaležni za vse, kar ste imeli. Ko si spoznala svojega moža Matijo, sta si ustvarila topel dom in ga obogatila z 2 otrokoma, Danico in Andrejem. Živela si blizu svoje domačije in bila ves čas v bližini svoje mame in bratov ter sester. Globoka vera ti je pomagala, da si šla skozi težke trenutke ob izgubi svojih najbližjih. Smrt ljubljene hčerke Danice te je tako zelo zaznamovala, da te bolečine nisi nikoli pozabila. Pa vendar so ti veselje prinesli 3 vnuki, Simon, Jure in Nina. Ves čas jih spremljala, pomagala pri šolskih obveznostih, se z njimi skupaj učila in včasih morala biti tudi malo huda, kadar so kakšno špičili. Bila si jim druga mama, zelo te bodo pogrešali. Imela si to čast, da si dočakala tudi 5 pravnukov, Zalo, Maksa, Nika, Sofijo in Oskarja. Občudovala in pestovala si jih kot veliko čudo. V svoje plemenito srce si sprejela tudi snaho Alenko in partnerje svojih vnukov, Nino, Gregorja in Ano. Ko si v začetku tega leta zvedela, da se je v tvoje utrujeno telo vrnila zahrbtna bolezen, smo ti vsi priskočili na pomoč in poskrbeli zate, da ti ni bilo prehudo. Ves čas si govorila, da si neizmerno hvaležna Bogu, da nas imaš.
Mi pa pravimo, da smo neizmerno hvaležni tebi, ki si nam dala veliko dobrote in spoštovanja, nas učila poštenosti in svojim zgledom izkazala pravilno pot v življenju. Počivaj v miru, naša draga mama, zato te imamo radi in zelo te bomo pogrešali, vsi tvoji. Mari, tudi v mojem imenu in v imenu vseh, ki smo tukaj, hvala, da si nas tako zelo bogatila. V življenju lahko marsikaj dosežemo, a resnični dosežek je, da smo dobri, skromni, preprosti, majhni in ponižni. Mari, tebi je to uspelo. Potem si bila velika in to pred Bogom šteje. Kako ne v tvojem slovesu rečemo, da je življenje pravljica, ki ga napisala Božja roka. Samo tako, da nate pogledamo skozi Božje oči in tam vidimo, da je življenje res pravljica, zlasti pri Bogu, in da v Bogu ni mrtvih, temveč samo živi na tej in na oni strani. To verujemo in ta vera nas pomirja. Bogu hvala za srčnost, ki si nam jo darovala, in mir, ki si ga nudila. Naj se nič od tvojega življenja ne izgubi. In kar je bilo sveto Mari, naj bo sveto vam, ki ostajate za njo. Draga Mari, naj te Bog sprejme v nebeške dvore, naj te večno nosi v svojih rokah. Počivaj v miru. Zaupno smo molili za pokojno Mari. Ne moramo se izogniti žalosti v odločitvi, vendar nas poživlja tolažba upanja, da se bomo spet srečali z njo v nebeški domovini. Pridite na pomoč, svetniki Božji, pridite naproti, angeli Gospodovi, sprejmite njeno dušo, nesite jo pred obličje Najvišjega. Naj te sprejme Kristus, ki te je poklical, in v naročje Abrahamovo naj te sprejmijo angeli. Sprejmite njeno dušo, nesite jo pred obličje Najvišjega. Gospod, daj večni pokoj in večna luč naj sveti. Nesite jo pred obličje Najvišjega.